Ne premišljuj o tem, česar nimaš. Premišljuj o tem, kar imaš in kaj bo s tem naredil, je zapisal že Hemingway. Lepo pozdravljeni in iskreno dobrodošli, dragi gledalci, cenjene gledalke. Potrkali smo na zaklenjena vrata graščine Podgrad. To je graščina nekdanjega graščaka Antona Vincenca Perka pri Vranskem. Stoji pod mogočno skalo, na kateri je cerkev, ki se imenuje Tabor. In prav v okolici tega gradu oziroma graščine izvira reka Podgrajščica. Spoštljivo smo se obrnili in začutili dih preteklosti, katerega bomo danes predstavili v našem pogovoru. Seveda, mnogo let nazaj je od takrat, ko se je pričela pravzaprav zgodba ali življenje v gradu Podgrad. Neki viri omenjajo leto 1257, seveda nepreverjeni, da je že takrat bilo življenje tam, kjer je potem potekalo od tistih ljudi, ki so si pač izmenjavali lastništvo tega gradu, vse do leta 1829, ko je ta grad kupil, oziroma sta ga kupila Matija Perko, oče Antona Vincenca Perka, ki je bil notar in pa lastnik 3 graščin v Savinjski dolini. In ta spoštovani takrat graščak, če tako rečemo, Vincenc, je imel sina Antona Perka. In ta otrok je zagledal luč sveta leta 1833 prav v tem gradu. Bil je 5. julij, verjetno tako sončen dan, kot je danes, in njegova igrivost otroštva se je bogatila v tej okolici, ki je posebna, ki je dragocena še danes. Dragocena zato, ker smo jo sposobni videti in jo ohraniti. Vsekakor pa je namen našega pogovora prav poveličan. Zakaj? Zato, da bomo lahko spoznali Antona Perka, ki je bil poseben človek. In hvaležna sem, da sem lahko povabila v ta pogovor 2 človeka, ki nosita v srcu poseben prostor, do slikarja, ki nas bo danes spremljal v tem našem druženju. To sta spoštovana gospod Slavko Košenina in pa gospod Lado Planko. Hvala za vajin čas in da sta se odzvala mojemu povabilu in seveda lepo pozdravljena. Pozdravljeno. Moram povedati našim gledalcem, da se s Slavkom Košeninom poznava že kar nekaj desetletij in to nama seveda tudi omogoča, da se lahko danes tikava. Kaj ne, Slavko, se strinjaš? Ja. Tudi tvoje korenine, Slavko, izhajajo iz tega kraja, z Vranskega, ker takrat, kot radoživ otrok, si verjetno tudi radovedno spoznaval vso okolico in me zanima, če si kaj raziskoval grad Podgrad in kaj si pa takrat doživljal. Vse vemo, da otroška domišljija je vedno močna in pa seveda tudi brezmejna. Podgrad z idilično graščino, rojstni kraj Antona Perka, je svet zgodovine, svet izjemne naravne in kulturne dediščine. Tu so gospodovali v preteklosti celjski grofje in knezi, rodbina Valvazor, rodbina Schrattenbach in rodbina Perko. In ta svet zgodovine in čudovite narave nas je vse prevzel in navdušil in s tem smo rasli in ga spoznavali. In v času Antona Perka je najbrž podobne občutke gojil tudi naslavljeni slikar Anton Perko. Ja, ni dano vsakomur, to vemo.
pravniku Slavku Košeninu, seveda sedaj Žalčanu, je bilo dano, da je lahko odkrival poti rojaka, seveda dvornika, častnika vojne mornarice in pa seveda najbolj slikarja Antona Perka. Zanima me, Slavko, kdaj in pa na kakšen način si ga ti spoznal oziroma prvič sploh slišal zanj? Čeprav je bil Anton Perko izjemno pomembna osebnost, je bil v rojstni deželi skoraj nepoznan. Le redki so vedeli, da je bil tu rojen pomemben človek, ki je bil na Dunajskem dvoru, ki je bil slikar in mornar. In zanimivo, moji predniki so živeli na domu, ki je bil prvotno v lasti pomembne rodbina Omerza. Ta je skrbela za prevoz pošte iz Dunaja do Trsta. In iz te rodbine Omerza izhaja tudi mama Antona Perka. Recimo, ta občutek nekega pomembnega delovanja že takratnih prebivalcev kraja Vransko verjetno blagodejno vpliva potem tudi na kasnejše ljudi, ki ste se lahko srečevali z povezavo vsega tega, ker vse vemo, da preteklost je temelj prihodnosti. To, da so na tem gradu, pa tudi ostalih gradovih, bili nekoč celjski grofje in knezi, da je bila rodbina Valvazor, je sigurno dala utrip tudi ljudem in tem kraju. In to se je poznalo tudi skozi kulturni utrip Vranskega, ki je bil v preteklosti izjemno močan. In takole, kar v bližini, recimo imamo tudi grad Žovnek, zelo Ojstrico, potem še v Stopniku je bil tudi nek gradič oziroma graščina, in temu podgradu so rekli Puštal. Ime je kar zanimivo, starodavno in pomenljivo. Ja. Podgrad je bil izjemno pomemben. Bil je tako pomemben, da je imel sodstvo, da je imel celo gauge. To pomeni, da so izvajali najhujše takratne primere iz sodstva. Ja, glede na to, da je bil notar tale Anton Vincenc, Perko, oče našega današnjega, če rečemo, oboževanega slikarja, so se verjetno tudi potem nekako povezovali v tem izrazu vsega, kar je prinašalo neko tako delo sodstva, potem tudi širše. Ja. Glede na to, da je bil njegov oče notar, je pomenilo, da je poznal dobra živelj ljudi, pokrajino in da je bil vpet v te dogodke. Med drugim je bil lastnik 3 gradov, to se pravi poleg Podgrada tudi Hekenberga in Ojstrice, ki je najbolj znana po Veroniki Deseniški. No in tale družina Omerza, ki si jo prej omenil, mislim, da je imela še neko drugo vlogo tudi pri našem današnjem slikarju. Ali niso bili neko botrstvo imeli odprto takrat, ali kaj? Ti boš bolj vedel. Ja. Takrat je bilo botrstvo izjemno pomembno in botrstvo so izvajali najbolj pomembni in ugledni ljudje. In botri našega Antona Perka so bili ravno rodbina Omerza. Zato, ker je bila na tem področju najbolj pomembna, najbolj bogata in je pomenila določen status. In Anton Perko, kot sin rodbine Perko, si je tak status sigurno zaslužil. In verjetno tudi ta povezava bogatstva z neko intelektualno odprtostjo teh ljudi je bila pomembna, ker na vse zadnje se vse skupaj združuje. Ja, to je kar tesno povezano, ker iz teh rodbin so potem odhajali otroci na šolanje, so dobili ustrezno izobrazbo in so lahko potem tudi ustrezno zasedali mesta v družbi. Anton Perko je na ta način po šolanju
v Gracu, po šolanju v Benetkah, Trstu, Puli, postal mornariški častnik in dobil ustrezno mesto celo na dvoru Franca Jožefa na Dunaju. Seveda o tem bomo naš bolj poudarjen način še povedali v našem pogovoru danes. Gospod Planko, vi ste pa tudi na svoj način oboževalec, slikarja Perka. Poznajo vas mnogi kot Velenjčana, tudi po vašem delu pred upokojitvijo v knjižnici Velenje. V vseh teh vaših bogatih izrazih življenja je pa nekako se vam približal tudi slikar Anton Perko. Povejte, na kakšen način ste pristopili vi k njemu? Ja, hvala za besedo. Moje srečanje s Perkom je pravzaprav posledica dveh knjig, ki sem jih pred to monografijo o Perku delal s Petrom Zimmermannom. Nekako sva se dobro ujela, Šaleški gradovi Viteza Gadole je bila ta prva, potem pa še Zgodovina Galicije, ta druga knjiga. In je v trenutku potem, ko je Peter se lotil, bi rekel, teh relativno skromnih virov, se pravi podatkov o življenju Perka, se je izpostavljalo seveda vprašanje, kaj pa s tem, oziroma je nekdo moral te stvari iz nemščine prevesti v slovenščino. To je bil ta prvi korak. Skratka, Peter se je potem obrnil na mene, tako se je začelo. Ta drugi korak je bil potem, ko smo dobili tekst od dr. Vrbice iz Dubrovnika, ki je do zdaj, kolikor vem, edina se ukvarjala s Perkom kot slikarjem. In je bil tekst, treba reči, vsaj meni bil zelo zanimiv, dobro napisano. To sta bile dve, bi rekel, to je bila potem druga stopnja. Ob tem, seveda, ko smo pa delali to knjigo, se je pa kdaj izpostavili, da sta imela Peter Zimmermann in oblikovalec malo težav en z drugim zaradi jezika, jezikovnih, bi rekel, nesporazumov in tako. Potem sem jaz nekako silom prilik posredoval ali pa prevajal, če lahko tako rečem, tudi ta del, tako da smo... No, in v tem sem seveda mogoče bolj, kot bi se sicer srečal tudi s Perkovimi slikami. No, v tej knjigi, ki jo imamo tule, bomo še veliko rekli kasneje, je pa to ta knjiga, ki vas je nagovorila, ki je potem nastala, z vašo pomočjo. Perko je, mislim, jaz nisem, bom tako rekel, likovni, se pravi, umetnostni zgodovinar ali kaj podobnega. Je pa nekaj stvari, nekaj slik, ki so me zelo nagovorile. Najprej je treba to reči, da Biedermeier v Sloveniji ni ravno posebno močen bil. Se pravi, z te strani že neka obogatitev življenja. In drugo, vmes je nekaj stvari, če lahko samo spomnim na tisto jadrnico, ki je svinčnik, se pravi risba, je izjemno izčiščen izraz. To je zelo težko najti. Mene to asocira recimo, ne vem, na Klimtove risbe, recimo, ki sem jih pred leti videl. Tako da, kakšne stvari so zelo dobre. Seveda ne moreš, mislim, tisto upodabljanje recimo živali oziroma teh hroščev in tako naprej, je bil pač davek tistemu času, ker ni bilo fotografij. To so bile risbe, to so risbe, ki so nadomeščale fotografijo. Točno tako je. No, tako da tisto je meni manj zanimivo, sicer bom rekel, ja, aha, rečeš, ne, aha. Ja, tudi hrošček je poseben, če ga je potrebno narisati. No, ampak mislim, tu je nekaj pa res zelo, zelo lepih. Potem tista ena, mislim, da je morje, če se prav spomnim, to je nastalo potem v Dubrovniku, je slika sicer v barvah, za razliko od jadrnice, taka nočna nevihta oziroma razburkana morje, recimo, ja, nekaj slik je res takih, se mi zdi, izven serijskih, kot smo včasih rekli, Tako da ni ravno, bi rekel, kar za reči, ja, zamahati z roko, češ, ja. Ima kvalitetno vrednost. Ja, recimo, ja. In katera druga umetnost, oziroma katera umetnost vam je pa tako bolj na dušo pisana? Kaj vas vznemirja? Ja, to je zdaj tako
Nekaj ima prednost najbrž. Ja, seveda. No, moram reči, če smo ravno pri tem, da to ni direktno v zvezi s Perkom, ampak po moje je prava umetnost zmeraj nagovori nekaj o človeku in to na ta način, da neke stvari odpre, ki jih sicer do katerih človek ne bi prišel. Se pravi, v nekem smislu je zmeraj subverzivna, ne? Recimo. Zdaj, to so potem pač neke, bi rekel, osebne ali pa osebnostne preference. Iz te, ko bi rekel, postromantične, recimo, tradicije, ne vem, včasih so mi bili impresionisti zelo, potem se pa človek malo, bi rekel, spremeni okus, se menja, spreminja prilagaja in tako. Potem je ekspresionizem, recimo, so nekateri velika imena oziroma se čuti neka grozna energija. Mislim, grozna v smislu, zelo močna, ne. Kaj vem, moram še koga, recimo, če lahko meni. Georg Bazelic je zdaj nekje bil, nekje dobil neko nagrado. Eno velikih imen, te nove podobe, ki se tam v 80-ih letih prejšnjega stoletja pojavlja. Ja, potem recimo Max Ernst, Andrej Masson, recimo nadrealisti, ne, so neke stvari, ki mene ne govorijo. Ni nujno figuralika oziroma, ampak me ne moti, tudi če je dobro narejeno. Samo da je sporočilna, ne? Tista slika, ki jo človek na svoj način doživi. To je pomembno in naš današnji pogovor se pravzaprav vrti okrog te umetnosti slikanja in lahko sama rečem tudi kot amaterska slikarka mi je prav prijazna tema našega pogovora, ko obujamo spomin na slikarja Antona Perka. In seveda nekoč se mora nekaj pričeti. In tudi aktivnosti v prepoznavnosti slikarja Antona Perka so se pravzaprav pričele z člankom, ki ga je sprožila oziroma oblikovala muzealka, naša rojakinja, domačinka, kajne, Milena Moškon. In objavljen je bil v Celjskem zborniku leta 1990. Slavko, kakšen dodatek k tem pomembnem izrazu naše gospe Milene? Naša krajanka, profesor Milena Moškon, je dejansko po letu 90 začela odkrivati Perka in sicer je imel Pokrajinski muzej v Celju 4 njegove slike. Ona je potem obiskala tudi Dubrovnik, navezala stike in začela odkrivati Perka. Napisala je potem članek Nepoznani slikar Anton Perko, ki je prvi prinesel v strokovno literaturo to do takrat skoraj nepoznano ime slikarja. Potem je pa odločilni dogodek bil to, da je Dubrovnik leta 2012 dobil bogato donacijo Perkovih del, in sicer iz Nemčije, neke njegove daljne sorodnice, in sicer je dobil kar 724 teh del. Dubrovnik je potem naredil razstavo, izdal katalog in naredil film. In takrat je prišlo ime Antona Perka tudi med nas, med njegove rojake v Sloveniji. Povezali smo se z Dubrovnikom, spoštovano profesor dr. Sanjo Žajo Vrbica, ki je bila vesela, da smo se tudi njegovi rojaki iz Slovenije začeli zanimati za Perka. Navezali smo pristne stike, obiskali Dubrovnik in ona nam je prijazno razkazala vso to veliko zapuščino. In takrat smo se potem dogovorili, da bomo z projektom Antona Perka nadaljevali in ga prenesli v njegovo rojstno okolje, v Slovenijo, na Vransko, v rojstni Podgrad.
Ja, vrnimo se še k Perkovemu življenju. Iz virov je razvidno, da je imela njegova družina 3 otroke. Anton je bil prvorojenec. Ko so odšli z Vranskega od takrat prodanega gradu Podgrad, ki so ga prodali leta 1846 Karlu Nepomuk Gustavu oziroma baronu Wittenbachu, se je družina preselila. Viri navajajo, da lahko, ni povsem jasno, ali v Gradec ali na Dunaj, celo Slovenj Gradec navajajo, kaj ne. Perko se je šolal, kot si že ti omenil prej, potem v Gradcu, pa v mornariški šoli v Benetkah in seveda tudi v Trstu in Pulju. Za takraten čas je bil to kar velik zalogaj vsega, tako finančnega in pa tudi intelektualnega. In slikarstva se je tudi zelo učil pri večjih mojstrih in potem je postal oficir, kot smo že tudi omenili, avstrijske mornarice. Ta služba mu je marsikaj omogočala. Kaj, na primer, Slavko, in koliko časa je bil potem oficir in kako se mu je potem nadaljevala ta, če rečemo danes, poslovna pot? Perko se je dejansko šolal za mornariškega častnika, vendar je bil vseskozi tudi slikar s srcem. Njegova mornariška kariera se je potem nadaljevala in dosegla vrhunec leta 1866 ob znameniti bitki pomorski, in sicer imenovana Viška bitka. V tej bitki sta se spopadli avstro-ogrska mornarica in bistveno močnejša italijanska mornarica. Avstro-ogrsko mornarico je vodil znameniti Wilhelm von Tegethoff, Mariborčan, ki je z svojo uspešno taktiko uspel premagati dosti močnejšo italijansko mornarico in ta zmaga velja za največjo pomorsko zmago na Jadranu. Ja, in takrat je bil prisoten seveda na izvidniški ladji, kaj ne? Naš umetnik, naš Anton. Kaj je moral on početi? In to je najbolj zanimivo. Anton Perko je sodeloval v tej bitki kot mornariški častnik, predvsem pa kot zgodovinski kronist, zapisovalec te bitke. On je sedel na premcu, na najbolj izpostavljenem mestu ladje Stadium, ki je bila prva v avstro-ogrski mornarici in je risal celotno bitko. Na osnovi teh risb je potem izdal Lisa album, ki vsebuje 12 risb iz te bitke in so verodostojen prikaz in dokaz uspešnega bojevanja avstro-ogrske mornarice. Takole mimogrede, ali imam pravilen podatek, da imamo ta Lisa album tudi mi v Sloveniji? Ta Lisa album je izredno dragocen in ga imamo tudi v Sloveniji, in sicer enega ima Univerzitetna knjižnica v Mariboru in drugega naš prijatelj Primož Premzl iz Maribora. Ja, in prav s temi slikami bitke pri Visu je Perko se uveljavil v avstrijski monarhiji kot slikar. To je zagotovo. Perkovo življenje, umetniško namreč po letu 1875, je bilo drugačno, ko je dobil častno vabilo, da naj spremlja cesarja Franca Jožefa I. na potovanju po Dalmaciji, in sicer na cesarski jahti Miramar. To mu je odprlo novo pot in cesar mu je potem tudi zaradi tega podelil naziv komornega mornariškega slikarja. Koliko imamo akvarelov z te poti? Ti gotovo veš, Slavko, kaj ne?
Dejansko je na osnovi slik iz bitke pri Visu postal priljubljen na Dunajskem dvoru, tudi pri samem cesarju Francu Jožefu in je cesarja potem spremljal na njegovih potovanjih po Jadranu, tudi vse do Bližnjega vzhoda in do Izraela. In na teh potovanjih je pridno sedel na palubi in risal. In na ta način imamo ohranjena skoraj vsa večja jadranska mesta in to v posebni privatni zbirki cesarja Franca Jožefa, ki se danes nahaja v nacionalni biblioteki na Dunaju. Gospod Lado, si predstavljate, da vam je dodeljeno veličastno delo, da sedite na ladji in lahko, ne vem, pišete, opisujete, če vam čopič ne gre tako od rok, kot je šel našemu Perku. Kako bi vi to doživeli? Je že neke vrste privilegij, ne? Mimo grede, ob tem potovanju, z tega potovanja je cela vrsta slik, ki so tam nastajale, ne samo morskih motivov, tudi, bi rekel, iz Zagore oziroma iz tega, bi rekel, kopenskega dela, ne, Dalmacije. Je pa res, da je to bila najprej ta Lisa album, ne, viški album, ki je bil dvakrat izdan v dveh izdajah. S tem se je Perko uveljavil, je ratal neko ime, ne, na dvoru in to seveda pomenilo tudi na Dunaju sicer. Potem, mislim, kot detalj mogoče je to, da je takrat približno postal član društva likovnikov. Ne. In to društvo je vsako leto pripravljalo razstave in je potem običajno z enim ali pa z dvema deloma na teh razstavah sodeloval. Potem to, bi rekel, potovanje skupaj s cesarjem bilo pa že neke vrste privilegij. Ne. Se pravi, je bil povabljen, ne. Ni se sicer vozil na isti ladji kot cesar, ampak v skupini, se pravi v floti skupaj s cesarjem. Pravzaprav imamo srečo, oziroma imajo tudi Dalmatinci srečo, ker prav grozno veliko takih upodobitev iz tistega časa ni. Ne. Pa, kot rečeno, kot krajinar je Perko, bom rekel, zelo, bi rekel, neka kvaliteta. Svoje delo. Tako da je nekaj zelo lepih, kaj vem, Lokrum recimo, Dubrovnik, skratka, en kup nekih takih podob, ki, bi rekel, bolj ko se oddaljujejo, seveda časovno več so vredne. Ne? Vsekakor. In potem čez 3 leta ga je cesar sprejel na dvor in mu je zaupal nekaj zelo kar lepega, zanimivega, da je lahko upravljal oziroma upravljanje gradu, Praški grad. Kako pa to potem gre naprej? Kot član Dunajskega dvora je bil Perko potem skupaj s prestolonaslednikom Ferdinandom in njegovo ženo Štefani poslan na grad Hračani v Prago. Postal je upravitelj tega gradu in narisal je veliko vedut, veliko slik gradu Prage in to pomeni nek zgodovinski zaris tistega časa in razmer in tudi skozi Hračane je postal pomemben in znamenit. Ja, prestolonaslednik Rudolf, sin cesarja Franca Jožefa I. in cesarice Sisi, je živel tam kot polkovnik, v Pragi. Pestro, razgibano življenje so imeli na tem gradu, seveda, tako kot je danes, so se povsod, ampak na drugačen način. In ker je Perko tam tudi lahko ustvarjal, risal te čudovite slike, se je nekako kar približeval prestolonasledniku in pa tudi njegovi ženi Štefani.
Se je pa nekaj zgodilo potem, kar je še bolj spremenilo njun odnos, mislim, Štefani in Perka. Potem je prišlo do največje tragedije Avstro-Ogrskega cesarstva in sicer do samomora prestolonaslednika Ferdinanda v Mayerlingu. In takrat je dejansko postalo vse drugače. Dunajski dvor je postal brez prvega prestolonaslednika in Štefani, katere osebni tajnik je bil Perko, je ostala brez svojega moža. Potem se je začelo obdobje sodelovanja Perka in kronske princese. Skupaj sta potovala, skupaj sta tudi ustvarjala in zanimivo, da sta izdala La Cromo, to pomeni eden prvih vodnikov po Jadranu, in sicer gre za vodnik po otoku Lokrum, ki je bil mondeno letovišče Dunajskega dvora. Gre za turistični vodnik za visoko družbo in v tem vodniku je Perko narisal slike Lokruma in Štefani je prispevala besedilo in pesmi. In ta La Croma, ta knjiga je ohranjena in je išla v nemškem in v italijanskem jeziku. Najbrž čaka na to, da bi dobili tudi izdajo v hrvaškem jeziku, glede na to, da se nanaša na hrvaški Lokrum. Ja, in Perko je to knjigo zelo obogatil s svojimi slikami ali risbami, karkoli je pač takrat ustvarjal. In takšno sodelovanje tudi na drugem nivoju poveže dva človeka. In vsekakor je takšna obogatitev potem nek dvig duha, ki je lahko še bolj ustvarjalen enemu ali drugemu. To poznamo. Ja. Treba je povedati, da je Perko kot upravitelj Lokruma ustvaril raj za Dunajski dvor. Naredil je potke, klopce, uredil je naravo in to še danes lahko občudujemo, ko potujemo v Dubrovnik in si ogledamo tudi ta otok. No, takole naš rojak, slava mu, lahko rečemo, ko se zamislimo nad vsem, kar je lahko naredil in je bil sposoben, No in tale princesa Štefani, ki mu je očitno zelo zaupala in je bil njen tajnik, skupaj sta ustvarjala in potem je nekako vse tisto, kar se je takrat dogajalo na gradu, bila neka velika skrivnost, ki je tudi Perka pozvala oziroma mu naložila molčečnost. In Doktor Zimmermann, soavtor te knjige, ki jo imamo tule na mizi, je za njega oziroma odkril nek zanimiv podatek. Kaj je bilo povezano s tem kasneje, potem, s to molčečnostjo? Ja. Perko, tudi ko je potem odšel leta 1896 v pokoj in se je vrnil v Dubrovnik, je ostal še vedno zvest z Dunajskim dvorom. Imel je še vedno zvezo z Štefani in tudi z ostalimi člani dvora. In ob neki priliki je dobil visoko osebno priznanje cesarja Franca Jožefa in sicer vratno iglo, ki pomeni priznanje za posebno zaupanje za človeka, ki je deležen posebnega priznanja in osebne navezanosti na cesarja. Ja, zanimive so bile takšne poteze tudi vsega, kar je bilo prisotno,
ampak spoštovanje življenja je tisto, kar ima največ kot neka vrednota, a ne, v vsakem odnosu. In ko to spoštujemo, potem vemo, da je to bogatstvo prežeto pravzaprav z veliko milostjo, ker življenje je tisto, ki nam vse daje. In iz njega izhajamo pravzaprav. No in naš umetnik Perko, ki je takole prisoten, sedaj v duhu med nami, ga danes obujamo v pomenu njegovega izraza in delovanja, je svojo pot potem po upokojitvi nadaljeval v Dubrovniku. Gospod Lado, pa vi povejte še nekaj tistih mogoče drobnarij, ki so povezane s takratnim njegovim življenjem, ker takrat je kar precej ustvarjal tudi še potem. Tja, po teh 7 letih, se pravi po letu 1989, ko je princ Rudolf, Ferdinand, naredil samomor skupaj s svojo ljubico in je potem Štefani ostala sama, tako rekoč sta relativno veliko potovala, se pravi Štefani s Perkom kot osebnim tajnikom. In v teh 7 letih mislim, da je že en kup stvari skupaj spravila, potem pa je očitno ga počasi začelo zdravje, domnevam, malo matrati po domače rečeno, in 96. leta, se pravi 1896 seveda, se je upokojil in je kupil v Dubrovniku eno hišo, ki še danes stoji in v njej spet živi en slikar, sicer jaz sem to na osnovi ene relativno slabe fotografije, ki je bila med to zapuščino, ki so jo dobile Dubrovniške knjižnice, potem mi je uspelo rekonstruirati, katera hiša je, se veste, danes to ni tak problem. In sem bil grozno vesel in sem rekel potem, ko je prišla dr. Vrbica, sem se rekel, zdaj bom pa povedal, da je to, in kje je to in tako naprej. No in potem se je izkazalo, ko je prišla, da ona to tako od samega začetka vedela, da tudi tega možaka pozna, ki zdaj tam živi. Skratka, v teh 9 letih potem, od 96 do 1905, je seveda imel Perko zadosti časa in priložnosti, da se je posvetil samo slikanju. Tako da v tem času je nastalo nekaj teh res najlepših stvari. Verjetno je prvič to posledica tega, da je imel več časa, kot ga je imel prej, in drugič neke zrelosti, ki jo pač umetnik doseže, oziroma, se veste, tako kot je tudi pri drugih, recimo, ustvarjalcih, primer, razen pri baletnikih, ti morajo prav cajt nehati. Ali operni pevci. Ali pa ne. Ja, ali pa ne. No, skratka, na koncu je naredil zelo lepih stvari, za katere smo pravzaprav lahko hvaležni. In če lahko sem toliko rečem, k celi zgodbi, imeli smo veliko srečo pravzaprav, da se je ta zapuščina, se pravi njegovega dela, ali pa tega, kar je ostalo za njim, in je najprej pristalo pri hčeri, potem pa pri njeni nečakinji ali nekaj, skratka neka daljna žlahta je bila, da se je to prvič ohranilo in drugič, da je prišlo tja, kam spada pravzaprav, ker nazadnje, če je tam 9 let živel, zadnjih 9 let, prej pa tudi občasno, tam na začetku 80 let je bil upravitelj Lokroma, ki je bil takrat v lasti Habsburžanov, skratka, je precej pustil, bi rekel, dosti globoko sled in smo lahko veseli, oziroma da smo imeli to srečo, da so se te stvari ohranile. Takole mimo grede, zasledila sem, če je pravilen podatek, da je imel pastorko, Matildo Bauer Perko, ne svojo hčer, ne? On se je relativno pozno potem poročil in pastorka jo je žena tako rekoč prinesla v zakon. In leta 1905 so ga pokopali z vojaškimi častmi, kaj ne? Ja, z venci, ki so jih poslali oziroma naročili z Dunaja in tako naprej. Tudi princesina hčera se je udeležila tega pogreba, tako da njegovo vilo potem pa so seveda podedovali nasledniki, ta pastorka, kaj ne, ki je nekako nadaljevala. Kaj bomo rekli? Pokopali smo Perka takrat, danes ga oživljamo, kar je prav, kar je potrebno in
vsekakor mi je bil zanimiv podatek, ki se nanaša na njega takole za predstavo, a ne, ženske pač mogoče malce bolj v detajle pogledamo moške. In takrat, ko se je vpisoval v vojaško šolo, v pehotni polk številka 41, so ga izmerili v višino. In bilo mi je zanimivo, da je zapisano, da je bil visok 5 čevljev, pa 2 palca in pa 2 črti. 2 črti sta pa recimo 1/10 palca. To pomeni 164,6 cm. Ob tem pa je bil zanimiv podatek, da so takratni možje potrebovali višino 155 cm, da so lahko pristopili v vojsko. Zanimivo, kako se spreminja ta svet, kaj ne? No in seveda, mi nadaljujemo naprej Perkovo pot, sedaj bomo še malce razširili, ker njegovo življenjsko pot smo orisali, kolikor smo pač uspeli in zmogli. Potem pa se je začela odpirati ta pot pri nas, tu doma, da ga mi začutimo, da ga mi prepoznamo. In kot si že omenil, si se srečal s poznavalko slikarja Perka, ne, profesorico na Dubrovniški univerzi, Sanjo. Ja, in potem sta kako pričela z idejami, ker knjižna izdaja potem, ki jo imamo tule, a ne, je zahtevala kar verjetno dosti nekih raznih del, izrazov in tako naprej. Da je prišlo potem do izdaje knjige o Antonu Perku, ima največ zaslug dr. Peter Zimmermann, ki je velik prijatelj Slovenije, častni občan občine Žalec in avtor kar nekaj del o pomembnih Slovencih, med drugim tudi o Ristu Savinu. In Peter Zimmermann se je lotil te zgodbe, zadeva se mu je zdela zanimiva, izbral je ogromno materijala in potem se je lotil pisanja te knjige in pritegnil tudi dr. Sanjo Žajo Vrbica, ki je napisala to se pravi strokovni del v zvezi z slikarskim opusom. On je napisal zgodovinski del in vojaški del in je nastala ta knjiga, ki je v 3 jezikih, izjemno obširna, ki ima veliko slik iz najbolj eminentnih muzejev in galerij na Dunaju, v Gracu, v Dubrovniku. In kar je največja vrednost te knjige, pa je popis večine slikarskega opusa Antona Perka. Gre za preko 1000 njegovih del, ki so evidentirana in popisana v tej knjigi. No in takole, ti si bil nekakšen pobudnik pravzaprav te monografije, ki je izšla lansko leto. Izdal je Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, seveda z veliko podporo vseh občin, občine Vransko. To kar povej sam, ti bolj veš kot jaz. Zanimivo, da se je Savinjska dolina oziroma občine Savinjske doline znašle in prispevale k izdaji te monografije. To je ena pomembnih stvari, to se pravi, da cela Savinjska dolina, jaz bi rekel tudi v imenu cele Slovenije, najde nek skupni jezik oziroma neko vrednoto, ki se ji zdi pomembna, da jo vsestransko podpre. In rezultat je ta čudovita knjiga. Prevajalec je navzoči Lado Planko in mislim, da smo lahko na to knjigo izjemno ponosni. Če lahko, samo nekaj rečem, mislim, da je treba omeniti
kot je rekel kolega Košenina, Petra Cimermana, se strinjam absolutno, pa predvsem župana občine Žalc, gospoda Kosa. Jaz mislim, da brez njegove pomoči, razumevanja in tako naprej, najbrž do te knjige ne bi prišlo in je občina Žalc prevzela tudi, bi rekel, nekaj več kot samo svoj delež financiranja. Ja, zelo koristno je to in pa tudi hvale vredno. Na vse zadnje so pa pristopile tudi vse druge občine, ne? Vransko, Polzela, Prebold, Tabor, Braslovče, Prebold, vse smo našteli, kaj ne? Tako da vemo, v kakšnem obsegu razumevanja tega umetnika je bil takrat izraz pač poudarjen. In Slavko, ti si napisal tudi spremno besedo, katero je zelo koristno in pa zanimivo prebrati v tej monografiji in ponosna sem na te. Tudi v tem izrazu, seveda, kako tudi na vse ostale, seveda. Mislim, da sem jaz lahko ponosen na vse, ki so tako ali drugače doprinesli k tej knjigi, predvsem pa dejansko na oba velika avtorja, spoštovana dr. Petra Cimermana in dr. Sanja Žajo Vrbica. Mislim, da je to delo, ko cenzor Damjanovič piše, da je izjemno pomembno delo na področju likovne umetnosti. Ja, in takole v predgovoru praviš, ker mi je zelo toplo in prijetno prebrati, Vransko leži na prehodu iz prijazne Savinjske doline v malo manj prijazen svet. Gorski svet, seveda menine, planine pa Trojanskih vrat. Od drugih tudi prijaznih krajev po Sloveniji pa se Vransko razlikuje po nekaj zgodovinskih posebnostih. Naštej nam jih, da smo lahko ponosni na te posebnosti. Vransko ima dejansko kar nekaj osebnosti in dogodkov, ki so pomembni v širšem smislu. In sicer poleg sedaj odkritega Perka je za Vransko izjemno pomemben Lavoslav Šventner, to se pravi založnik moderne, založnik Cankarja, ki je veliko prispeval k slovenski literaturi in ima tu na Vranskem tudi svojo hišo oziroma muzej Lavoslava Šventnerja. Za Vransko je pomemben potem tudi Rop, Francesco Rop. In sicer je naredil v farni cerkvi oltar svetega Antona in ta oltar je skozi njegovo delo izjemno pomembna stvar. Ja, prav je, da takole širše ovekovečimo tiste pomembne izraze ljudi in pa tudi kulture v tem našem prostoru in tudi občina Vransko gotovo se zave te vrednote vsega in nam tudi takole odprto danes malce pomaga tule s tem prostorom, kaj ne? Zato je lahko vse bolj sproščeno in prijetno tudi danes. Pred nekaj leti, pravzaprav leta 2018, pa je bila v prenovljeni vili Košenina, ki nas pozdravi, ko se pripeljemo iz vzhoda na Vransko, odprta razstava rojaka Antona Perka. Nekaj besed o tem, ker vem, da si bil kar zelo ti delujoč takrat. Leta 2018 smo dejansko prvič predstavili Perka v njegovem rojstnem okolju na Vranskem in sicer z slikami, ki so takrat bile v tem okolju. In ta razstava je bila kar odmevna. Šlo je za prvo predstavitev Perka v Sloveniji. In kako to, da si se tako pogumno odločil za ta korak, ker na vse zadnje
to potegne za sabo kar precej vsega in ti v teh svojih plemenitih izrazih občudovanja slikarja Perka si našel to moč. Pomembno je pri tem, da smo našli sodelovanje vseh tistih, ki so tako ali drugače bili povezani s Perkom. Tu gre predvsem za Pokrajinski muzej v Celju, ki je pristopil k temu projektu. Tu je kustosinja Gabriela Kovačič, tudi direktor Stane Rozman je imel velik posluh, potem tu je bil v Mariboru Primož Premzl in še nekateri drugi, ki so prispevali svoja dela, tako da smo dejansko lahko predstavili Perka prvič, kot sem rekel, v njegovem rojstnem okolju. Kakšne občutke si imel takrat? Glede na to, da je bila razstava in otvoritev izredno obiskana, da so ljudje izrazili presenečenje nad slikarjem, ki izhaja iz njihovega okolja, sem bil neizmerno vesel, da je prišlo do tega dogodka. No in ker sva ravno pri razstavah, je v tem času sedaj tudi obsežna Perkova razstava v Pokrajinskem muzeju v Celju. Gabriela Kovačič je avtorica te razstave, pa ti povej še, prosim, nam malce več o tej razstavi in seveda tudi povabilo bova izrekla, naj si jo ogledajo naši gledalci. V Pokrajinskem muzeju v Celju je dejansko obširna razstava Antona Perka, kot smo rekli, ki jo je pripravila kustosinja Gabriela Kovačič in je ta razstava celovito predstavitev slikarja in kot slikarja in kot osebe, kot mornarja, kot dvorjana. Obširen opus slik je na tej razstavi in sicer gre za slike, ki so v Sloveniji in sicer gre za okoli 50 slik različnih tehnik, to je olje, akvarel, grafika, risba in ta razstava je dejansko izjemno zanimiva in si jo velja ogledati. Posebno zdaj, ko bodo počasi te bariere zmanjšane oziroma bo možen ogled. Zanimivo je tudi, da je bila ta razstava odprta 1. oktobra in leta 2020 in da je bila namenjena, da bo trajala par mesecev in sedaj traja skoraj 1 leto in ko je bil kulturni dan, je bil obisk velik in so ljudje izražali veliko zadovoljstvo, da je ta slikar, da si tega slikarja mogoče ogledati. Ta razstava se potem septembra seli v Pomorski muzej v Piran in potem bomo skušali nadaljevati njegovo pot po vseh mestih, kjer je Perko deloval oziroma živel. In ti kot občudovalec Perka, lahko rečemo na nek način tudi njegov podpornik, pravzaprav zbiratelj in tako naprej, gotovo z navdušenjem spremljaš vse tisto, kar se dogaja v zvezi z predstavitvijo našega rojaka in vsekakor pa imaš tudi verjetno še neke vizije, neke cilje, na kakšen način se bi dalo našega rojaka Antona Perka še bolj predstaviti, poudariti njegov pomen v tem prostoru. Perko je dejansko skoraj iz pozabe prišel v status pomembnega slovenskega rojaka, pomembnega slikarja in danes se počasi zavedamo, kdo je Anton Perko. Seveda imamo z njim še velike načrte, čeprav že to, da je o Antonu Perku bila izdana prva monografija
da je bila prva razstava, da je RTV Slovenija o njem posnela film, ki bo na sporedu letos poleti. Imamo z njim še naprej kar velike načrte. Tako želimo v Podgradu, to se pravi v njegovem rojstnem gradu, ki se obnavlja pod vodstvom sedanjega lastnika, gospoda arhitekta Ire Zorka. Želimo narediti galerijo Antona Perka in za to galerijo že imamo na razpolago dovolj gradiva, dovolj slik, tako da bo to nova pridobitev za njegovo rojstno okolje. Zanimivo je, da se za Antona Perka kar zdaj po tej razstavi, po teh predstavitvah zanima širše okolje. V zadnjem času je zanimanje za Perka izrazila tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti, in sicer želi Perka obeležiti skupaj z Dubrovnikom, obeležiti na nek primeren način, tako da bo Perko ostal v tem okolju, kjer je živel in kjer je deloval. Takole, gospod Lado Planko, Anton Perko, mornar, dvorjan, slikar. Kaj vam osebno pomeni ta človek? Ja, enega od zanimivih slikarjev, rečemo tako. To je nekako najbližje temu. S tem, da kot rečeno, niso vse stvari, vsaj meni ne, enako zanimive, ampak nekaj pa zelo lepih slik, tako da... Ste mu še naklonjeni v smislu kakršnekoli pomoči, verjetno? Ja, če bo treba, čeprav se zdaj ne predstavljam, mislim, zdaj bodo drugi ljudje, ne, se pravi drugi, kako se reče, poklicni profili, ne, igrali neko vlogo pri ustanavljanju oziroma opremljanju galerije in tako naprej, ampak če bo pa kdaj, pa seveda. Ja, dragoceno je pa vse to, kar ste pa že lahko prispevali, a ne, k prepoznavnosti Antona Perka, in seveda tudi vam hvala za to srčnost in pa odprtost. Mi je bilo veselje, hvala. Slavko, veliko smo povedali o našem slikarju, če tako rečem, da si ga že lahko kar sami nekako določimo, a ne, lastninimo tako v pomenu prepoznavnosti. Vsekakor pa so tiste sposobnosti slikarja, tenkočutnost, njegov odnos do vsega se pričeli res na Vranskem, ker vemo, da vsaka umetnost brbota v najmanjšem izrazu človeka, takrat, ko se rodi, ko se pojavi, ne? In to njegovo okolje, v katerem je on lahko odraščal, je gotovo imelo vpliv. Vse smo danes videli, kako samo žuborenje potočka, valovanje vej in vsega drugega sporoča človeku, da se zanima za to, da za to začuti, in tankočutnost, kot sem prej rekla, malega fantiča Perka je gotovo tudi dobila nek pečat v tem prostoru. Sigurno. Sej tudi mi, ne, na vse zadnje, ko se spomnimo naših otroških korakov, smo si že takrat zastavili, ne vede, kam nas bo pot vodila. Je tako? Smo vedeli. In seveda, človek, ki prispeva nekaj pomembnega, vidnega, je vreden, da ga ohranimo. In zato tudi iskrena hvala z tega mesta vsakomur, ne samo tistim, ki so najožje nekako povezani s tem delom, ampak že samo misel na tega slikarja je plemenita od kogarkoli, da ga dviga, da ga nekako postavi v en oživljajoč izraz po mnogih, mnogih letih. In ta dediščina slikarja Perka bo ostala še dolgo, verjetno. Skrbimo za to, kaj ne? Ja.
Tako, hvala vama, kot sem rekla, za vajino pripravljenost sodelovanja, ker sta oba občudovalca, oba tudi nekako čutita en lepši izraz našega sobivanja. Želim vama veliko lepih korakov zdravja predvsem, pa tisto, kar nas lahko v lepoti našega bivanja združuje še dolgo časa naprej. Lepo bodita in nasvidenje. Hvala. Dragi naši gledalci, cenjene gledalke, hvala tudi vam za pozornost. Prepričana sem, da ste s spoštljivim in posebnim izrazom spremljali naš pogovor, v katerem smo vam lahko predstavili Antona Perka, slikarja, mornarja, dvorjana, ki se je rodil v Podgradu pri Vranskem. Vse tisto, kar nas bo z njegovim izrazom umetnosti in pa tudi načinom življenja obogatilo v tem trenutku in še naprej, je dragoceno. In seveda hvala vam za pozornost, dobro bodite in vse povsod korakajte v smislu spoštovanja vsega, kar vam je dano. Nasvidenje.